Gospod župan, lepo pozdravljeni. Takole pred praznikom Mestne občine Velenje je mogoče prav, da pregledamo nekaj aktualnih dogodkov oziroma tistega, kar se bo tudi o prazniku dogajalo. Takrat je ponavadi še posebej pestro v Mestni občini Velenje. Pa vendarle, glede na to, da je za nami že več kot polovica letošnjega leta, kako vi gledate nazaj, kakšno je bilo letošnje leto, kako ocenjujete polletno poslovanje Mestne občine Velenje? Ja, najprej lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem. Res je, pol leta je za nami in tudi številke nas prepričujejo v tem, da smo v prve pol leta poslovali dobro, da smo se približali sicer načrtu, nismo ga pa dosegli, ampak vedno je tako, prvo polletje se pravzaprav pripravljajo projekti, pričenjajo se investicije, potem pa to 3-4 mesece traje in konec leta so potem rezultati tudi nekoliko drugačni od polletnih. Ampak če se zdaj osredotočim na prvo polletje, mi smo prihodke realizirali v višini 43%, odhodke na srečo v višini 40%. Iz tega se da razbrati, da smo poslovali pozitivno. V naslednji polovici leta pa bomo z zadolžitvijo, ki jo imamo planirano, sicer nekoliko manjšem obsegu, in s pridobitvijo vseh tistih sredstev, na katere lahko računamo, poskušali se približati številki, ki je zapisana v proračunu za leto 2016. Vendar že zdaj lahko povem, da intenzivno pripravljamo rebalans proračuna. Nekaj prihodkov bo izpadlo v letošnjem letu, nekaj prihodkov, ki smo jih načrtovali v zvezi z investicijami, pa tudi vsem znane zgodbe o odškodninah zdaj iz Termoelektrarne Šoštanj, ki smo jih imeli planirane v občinskem proračunu, kot kaže, ne bo. Sicer nisem še posebno obupal. V tem mesecu se bomo srečali tudi z vodstvom Holdinga Slovenskih elektrarn in zahtevali izpolnjevanje danih zavez, tako strani TEŠ-a, kot seveda tudi strani premogovnika. Mi vemo, da so v težki situaciji, vendar tudi vemo, da je na drugi strani lastnik oziroma družba HSE, katere del sta tudi Termoelektrarna Šoštanj in premogovnik Velenje, ki mora z vso soodgovornostjo poskrbeti za to, da se zaveze dejansko izpolnjuje, tako tiste sprejete na državnem nivoju, kot seveda tudi tiste sprejete z raznimi akti na lokalnem področju. Torej, mi smo prvo polletje zaključili pozitivno, sicer z nekoliko manj investicij, kot jih načrtujemo v celotnem letu, bomo pa tudi to leto končali pozitivno, pri tem bomo pa seveda porabili ta sredstva, ki smo jih imeli 31.12.2015 na računu in ki nam jih pravzaprav Ministrstvo za finance oporeka kot sredstva, češ saj imate denar, pa hočete višjo povprečnino, ampak zadeve so pač takšne, da računi prihajajo in jih je potrebno poravnavati tudi v začetku januarja. Ne vem, kako si zamišljajo v državi, da bi občine poslovale, če bi 31.12. na računu ne imele nič denarja. Kot ste že ravno omenili tudi odškodnine, lahko povemo to, da ste jih, tiste, ki ste jih v preteklosti dobili, tudi namensko porabili. Ja, zelo namensko. Če se spomnimo, kako je bilo pred 5 leti ob jezeru Velenjskem, kjer pa je območje pridobivanja premoga in je tudi posledično nastalo zaradi pridobivanja premoga, urejenost brežin oziroma urejenost mestne plaže, nakup zemljišča, ki nam je to sploh omogočal. Premogovnik je namreč to zemljišče pred desetletjem prodal, mi smo to zemljišče potem morali kupiti, seveda po višji ceni, kot jo je premogovnik prodal. Normalno, tisti, ki je zemljišče kupil, zahteva pač nek zaslužek in tu jim je kar dobro šlo od rok, ali pa je bila zadeva prepoceni prodana. To je stvar za tiste, ki morajo to zadevo ugotoviti. Vendar ta denar vsekakor pomeni namensko porabo. Poleg tega
Ko se spreminja podoba doline, se seveda spreminja tudi mreža infrastrukture, tako komunalne kot tudi prometne. In tudi za to je potrebno poskrbeti in za to je potrebno vzdrževati in sredstva, ki smo jih dobili strani Premogovnika Velenje, to pa naj omenim, da smo dobivali samo 3 leta in nič več in nekaj čez milijon je teh sredstev bilo, seveda ne pomenijo, da bi zdaj lahko v Velenju ne vem kakšne investicije s tem denarjem počeli. Recimo v tistem letu, ko smo od Premogovnika dobili 400 tisoč evrov, smo mi preko 20 milijonov evrov investicij izpeljali v lokalni skupnosti, se pravi, da je to malo. Je pa znak, da se v Premogovniku oziroma da so se takrat, pa naj danes govori kdor karkoli hoče v bivšem vodstvu Premogovnika, obnašali odgovorno, družbeno odgovorno in so tudi v dolino, v katero posegajo svojo proizvodno, vlagali sredstva na način, da so skrbeli za okolico, mnogo bolje kot je to danes, in da so hkrati tudi s to odškodnino pomagali mestni občini Velenje, da je območja, ki so namenjena nekemu standardu ljudi, lahko tudi držala na enem nivoju. Kako je do te krize prišlo in zakaj so vse te zgodbe, ki se dogajajo zdaj v naši dolini, bo pokazal čas, ampak jaz mislim, da so se vse zgodbe odvile načrtovano, da je to bilo vodeno strani holdinga Slovenske elektrarne. Danes pričakujejo celo neke vrste hvaležnost. Najprej so pripeljali situacijo tako daleč, da so te naše družbe bile odvisne od holdinga, popolnoma odvisne od holdinga, potem je holding z nekimi manevri seveda nekaj malega spremenil in zdaj nazadnje bi morali celo hvaležni biti za to, kar so dejansko storili. Tako kot se zdaj vodi energetika, seveda ni dobro, pa s tem ne krivim ravno ljudi tukaj v dolini, mislim pa, da so za to odgovorni tisti, ki imajo pomembno vlogo pri nastavljanju vodilnega kadra v obeh družbah. Če gremo zdaj, bi lahko rekli, k nekoliko bolj prijetni temi. Velika investicija, gradnja skakalnice, v bistvu 2 skakalnic, to je nekako tisto, kar se mi zdi, da tudi, ko se mi pogovarjamo z občankami in občani, tudi opazijo. Kako poteka sedaj gradnja, kdaj bo dokončana? Ja, gradnja se je že sama po sebi zavlekla, mi smo to želeli že v preteklem letu, pa vsi dobro vemo, kaj se je dogajalo. Plazenje je povzročilo investicijske stroške v višini izgradnje skakalnice, morali smo sanirati to plazovito območje, smo ga tudi sanirali, o tem pričajo tudi škarpe, ki jih imamo, te betonske opornike tukaj nad Velenjem. No, v letošnjem letu smo načrtovali, da bomo to investicijo za nekaj več kot 400 tisoč evrov dejansko v roku tudi končali. Tudi raziskave geološke so pokazale na to, da bi to bilo možno, ampak pri geologiji je vedno tako. Nekje zavrtaš, ne moreš pa prevrtati kompletnega hriba in pokazalo se je, da bo to precej bolj zahteven posel, kot smo načrtovali. Tudi to, sicer je lepo, če najdeš kaj povezano z zgodovino, ampak ko arheologi odkrijejo oziroma ko se na gradbišču to odkrije, seveda to pomeni časovni zamik. No, mi smo jo še kar dobro odnesli. Ta hladilnica je sicer povzročila neke spremembe v sami investiciji, tudi časovno nas je nekoliko omejila, tako da časovni rok izvedbe bomo premaknili v november, pa tudi nekoliko dražja bo ta investicija. Jaz upam, da bo podjetje, ki ima reference za ta dela, to tudi uspešno končalo, kajti vsa nepredvidena dela, ki se bodo še pojavila in presegajo to vrednost, za katero smo ugotovili, da je že v tem trenutku zelo visoka, je seveda njihov strošek, kar pa je težko za izvajalca, ampak tako pač je. Mi zdaj to pogodbo imamo in računamo in prepričan sem, da bomo to skakalnico konec leta tudi imeli. Uradno otvoritev bomo pa verjetno naredili v naslednjem letu, ampak pomembno je, da ta skakalnica
na tem hribu stoji. Potem se moramo pa še dodatno potruditi, da bo še naprej grad stal na tem hribu, ker tudi grad je delno v nevarnosti. Ta posek dreves, ki se je zgodil golosek, seveda ni doprinos k temu, da bi zadeve sanirali. Morali bomo poiskati rešitve, da grad ostane na grajskem hribu in da se nam ne približa v dolino. Pa mogoče nekaj besed o tej hladilnici? Ja, to pravijo, da je ena hladilnica, ki so jo uporabljali za hrano oziroma za to, da so v njej shranjevali to, kar so pač za prehranjevanje potrebovali. Verjetno bo potrebno še kaj več o tem reči. Mislim pa, da bo to znotraj ponudbe gradu na razpolago za ogled tudi našim in seveda vsem ostalim, ki bodo ta prostor obiskali. Gospod župan, že v začetku sem omenila, da je nekako pred vrati praznik. V tem času je še posebej pestro v mestni občini Velenje. Kaj vse se bo letos dogajalo? No, dogodkov je ogromno. Mi pravzaprav skozi vse leto imamo številne dogodke, pa se še vedno najde kdo, ki reče, da se v Velenju nič ne dogaja. Običajno so to ljudje, ki nikamor ne gredo. Tako da bistvenega odstopanja pravzaprav sploh ni moč izvesti v septembru, ker so pravzaprav vsi meseci polni prireditev. No, kljub temu je pa praznik mestne občine Velenje praznik, ki ga ponosno praznujemo. Če nič drugega, imamo takrat svečano sejo, kjer podelimo priznanja, nagrade najbolj zaslužnim oziroma najbolj opaženim ljudem, posameznikom, skupinam tukaj v Velenju. In ne nazadnje, to je čas Pike Nogavičke, največjega otroškega festivala v Sloveniji. Tako da te prireditve in prireditve, ki jih posamezna društva, krajevne skupnosti prirejajo počastitev praznika ali pa v sklopu praznovanja mestne občine Velenje, zapolnijo ta prostor, tako da ni moč pravzaprav obiskati vseh prireditev. Je pa prav, da Velenjčanke in Velenjčani praznujemo svoj praznik. Ni ravno nek jubilej, ki za stara mesta pomeni neko številko, ne? Ampak vseeno, 58 let mesta, središča Velenja je en rezultat oziroma je dogodek, ki ga je potrebno posebej zaznamovati. Nas pa ta letnica spominja tudi na to, da bo potreben še kakšen poseg v infrastrukturo tudi v samem središču mesta, ker čas pač postori svoje. Vsekakor razlogov za praznovanje v mestni občini Velenje je dovolj. Pri tem seveda z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanja znotraj energetskih družb, kjer se pravzaprav tiste obveze dane ob izgradnji bloka 6 ne izvajajo. Smo pa na drugi strani veseli, da se nam brezposelnost v mestu in mestni občini Velenje zmanjšuje. To pa je pravzaprav posledica in eden glavnih vzrokov ali pa povodov za to, da se nam to zmanjšuje, je ravno Gorenje. Naš največji slovenski izvoznik, iščejo nove sodelavce, jih zaposlujejo in približno 500 delovnih mest v enem letu, res da za določen čas, vendar to še nič ne pomeni, da se ne bi kasneje to ponavljalo in spremenilo v drugačno pogodbo o delu. Pomeni pa, da je to velik poseg na našem zavodu za zaposlovanje in priložnost tistim, ki so res pripravljeni delati, da to priložnost tudi izkoristijo. Mogoče, če ste ravno že začeli z gospodarstvom, zaposlovanjem, to verjetno pomeni, je tudi neka napoved za dobro, boljšo jesen in potem tudi vstop v zimo do nekako konca letošnjega leta. Ja, kot kaže, ja. Številke oziroma statistika govori o tem, tudi na državnem nivoju, na lokalnem ravno tako. Upam, da se bodo ti trendi nadaljevali. Upam, da nas ne bo presenetila spet kakšna kriza. Mislim, da se iz te res počasi izvijamo. Je pa res tudi, da je čas povsem nepredvidljiv, da niti tega ne vemo, kaj se bo dogajalo jeseni, tudi z begunci, ki so v neposredni bližini
naše države, tako da jesen bo zanesljivo pomembna in potrebna prav posebne pozornosti. Če bi pa šlo tako naprej, kot gre zdaj v tem trenutku na gospodarskem področju, bi pa vsaj ta zaskrbljenost glede nadpovprečne brezposelnosti v naši občini bila nekoliko manjša. Takole ob koncu pa seveda še vaše voščilo občankam in občanom ob prazniku in pa mogoče povabilo, da pridejo, skupaj praznujejo, se udeležijo kakšne prireditve. Pravzaprav bi pritrdil temu, kar ste vi povedali, in bi to že rekel, da je bilo povabilo na vse prireditve. Prav je, da praznujemo, prav je, da se tudi poveselimo, da kdaj pozabimo na skrbi, na vsakodnevne težave, priložnosti v septembru, zato bo veliko. Predvsem bi pa želel, spoštovane občanke in občani, še enkrat poudariti, ostanimo takšni, kot smo. Ostanimo do ljudi prijazni, z enim posebnim socialnim čutom, solidarni do tistih, ki so pomoči potrebni, in naj nas še naprej bogati ta naša različnost, ki je v Velenju prisotna in na katero smo pravzaprav lahko zelo ponosni. Ta raznolika kulturnost in ponudbo, ki jo imamo, seveda omogoča, da se vsi najdemo v tem prostoru in da vsi pravzaprav z veseljem živimo tukaj v našem mestu. Naše mesto je najlepše mesto. Letos so morali celo pravila spremeniti, da ne tekmujemo v izbiri najlepših mest, predvsem zato, ker je verjetno potrebno dati priložnost še komu drugemu, ampak vseeno, živimo v najlepšem mestu, živimo v prijetnem okolju, želim si, da s tem nadaljujemo in da vsak po svojih močeh pri tem pomaga in da ta slogan, ki ga imamo, živi še naprej, torej ni življenja brez veleja. Temu ni več kaj dodati. Hvala lepa za pogovor. Tudi vam.